so mnogo bolj nevarni kot naš župan. In mislim, je ena taka izkušnja, ki jo jaz pravzaprav, ker sem hudobna, vsakemu prvošla in nas pozivam na naslednjih volitvah, kar veselo, boste videli, da to je ena izkušnja, ki bo resnično nepozabna in vam bo spremenila vašo optiko v zvezi z Mariborom, Mariborčani in pozitivno naravnanostjo. Ampak ne, če gremo spet nazaj literaturo, Dušan Piljevec je že rekel, da je družbeni angažma smrtonosen, pa seveda je prelomil to milijonkrat, ne, vemo, kaj on še kaj figurira v literaturi in politiki, ampak kljub vsemu Borut, tvoj družbeni angažma je pa druge vrste, ne? Mislim, zdaj imam v mislih akcijo, ko te napiše knjiga, ki je v bistvu tvoj, na nek način tvoj otrok, ne? Bi lahko rekli. In ti si v bistvu na tej, bi rekla, kar nacionalni sceni, vem, da tudi Ljubljani so bili, ne morem verjeti, kako nam je, zdaj že tudi mednarodne razsežnosti, ne, so vidne. Bi lahko to imenovali nek tvoj družbeni angažma, ne? Neko bolj pozvonanje, ne vem. Gotovo, ja, se smo takrat tudi, imeli smo tudi nekaj takšnih akcij, ko podprli smo takrat, ko je založba Obzorja propadla, vem, da smo napisali na protestno pismo, pa potem, če govorimo o čistem, drugače pa dnevi knjige so bili ustanovljeni izključno zaradi popularizacije literature, knjige seveda, pa tudi nekako smo poskušali narediti nekaj drugega, moram povedati, da nisem bil samo jaz pobudnik, bil tudi Zdenko in pokojni Tomaž Brenk. V bistvu smo hoteli narediti neko različico dnevov knjige, ki bili drugačni od ljubljanskih, predvsem potem imeli smo neko osrednjo temo, hoteli smo biti sodobni, torej hoteli smo literaturo zmeraj oplemenititi še z nekimi drugimi mediji, bodi si slikarstvom, bodi si z internetom, kjer odnemo knjige je na Zdenkotovo pobudo nastal prvi internetni roman, Trampolin, ja. Ali ja, ne niso delovala, ne? Je? Je? Ne, ne vem, zakaj ne izgleda. Mi dva se ne spomnimo. Je kakšna pisateljica sodelovala? Ja. Velita namiguje na moški šovinizem. Pardon, Lidija Kovačeva. Ja, daleko dobra večernica. Glede na to, da sva brata, je tako, da bi familija se. Novakova. Še daleko dobra večernica, se zdaj ne spomnim. Maja, kakaj smo. Pa tam, je bila večernica. Ja. Maja tako ne? Ne, bomo se še prej. Še prej? Ja. Desam? Ne. Dobro, bomo bruskali. No, meni se zdi se, da smo takrat kar malo razgibali to, malo zaspano sceno na Mariboru. Kar se pa tiče zdaj, sem zdaj še tam samo v programskem odboru, zadevo pa vodi Petra Holmenčič, mislim, da trenutno zelo uspešna. Ampak kljub temu, jaz mislim, da si še krepko zraven siva eminenca zadaj, glede na ideje, recimo spomniva se te metafore, ne? V poplavi teh popkulturnih, malce bevavih časih, iskanja, ne vem, česa vse, je iskanje metafore, ne? Kako se je imenovala akcija? Mis metafore. Nino Friser si je izmislil izraz mis metafore. Ja, zdaj slučajno bila ta ideja res moja za metafore, čeprav na teh programskih, na teh srečanjih padajo ideje iz vseh strani, da včasih niti ne vemo, kdo je avtor česa. Je pa res, da se ponovadi dnevi knjige po tradiciji začnejo z razdelni knjižici, z razstavo na temo, ki je osrednja tema. Mogoče smo bili značilni tudi vse, v bistvu so nas eni kritizirali zaradi tem, ki so bile pravzaprav zelo nenavadne. Imeli smo recimo temo Kratka zgodovina časa v poeziji slovenskih pesnikov.
Ko smo prišli s to temo, smo bili zelo kritizirani, kaj so tako neživljenjske teme, zakaj nekaj bolj konkretnega, zakaj ne Maribor literatura, ali pa film pa literatura, čeprav tudi. Ampak takrat se mi je zdelo recimo razstavo in sem dobil na 20-30, se spomnim, pisem, recimo Šala Numi je pisal iz Amerike, kako to, da ni noben še raziskal. Vse raziskali smo, kako filozofija vpliva, kako družba vpliva, sistemi vplivajo, ampak ena knjiga, kot je Kratka zgodovina časa, je vplivala še pa še in to v bistvu ni noben. Tako da so bile te malo, na prvi pogled malo odštekane razstave. Mislim, da so kar odpirale neke nove prostore, so se precej ločili dnevi knjige mariborski od ljubljanskih, pa te drznosti, recimo. Ja, celo nam je uspelo, da je Tomaž Šalamun v največji veleblagovnici ali hipermarketu, kako se že imenuje, tu čez Dravo, sedel v izložbi in bral svojo poezijo. Ja, moramo pa odkrito priznati, da je to bila, Šalamun je bil srednji gost, ideja je bila od založbe literata. Branje. Da se del v izložbi in ljudje so hodili, mislim, gledali kot razstavnik spogleda. Če še ostanemo za trenutek pri tem družbenem angažmaju, ti si bila zraven, ko smo na vse pretege poskušali ustanoviti neko podružnico pisateljev Slovenije, tudi Borut je bil zraven, ampak z namenom, da bi ta podružnica ali pa ta pisateljski mariborski krog, smo se imenovali celo, da bi bil nek kritičen duh tega mesta. Ne? Ampak od leta 80-90 pa do danes nam tega kritičnega duha oziroma vam tega kritičnega duha ni uspelo ustanoviti. Zakaj ne? Zato, ker dolgo rabimo, da pride. V bistvu, zakaj ne? Zdaj spet padla ideja, strani zofijnih ljubimcev, v enem ustanavljanju nečesa, kar bi odražalo en kritični duh v tem mestu. Pa jaz ne vem, smo dovolj kritični, mislim, tako se mi zdi včasih, da mogoče pri nas, mogoče zato ta Evropska prestolnica kulture zdaj naleti na toliko različnih odzivov, ravno zato, ker nekako nismo vajeni, da bi bile neke moči združene. Mi se ogromno stvari pogovarjamo in dogovarjamo, ko pa je potem treba v bistvu dejansko neke stvari konkretizirati, neke ideje konkretizirati, pa se veliko krat zalomi, ne vem, da so res stalno neki parcialni interesi zraven. Ne vem, ne znate na to vprašanje odgovoriti, zaradi tega, ker se mi zdi, da nas je mogoče v Mariboru predvsej takih, ki smo narednih solirani, recimo, ali ne znamo najti nekega konsenza, ampak jaz verjamem, da nas bo kriza privedla do tega, da bomo v bistvu, ne vem, kulturniki, intelektualci, da bomo postignili svoj glas, zato ker se res tako berete dnevno, da tonemo v dolgovih, da smo pred bankrotom in socialne stiske so res grozljive. In jaz mislim, da slejko prej, da nas bo stiska privedla do tega, da bo verjetno se res treba usesti in dejansko stopiti v akcijo, nehati klepetati in začeti delati. Mislim, da takrat mariborski krog, ko smo se govorili, vse nekaj akcij smo imeli, če ni druga vem, da smo se predstavili, smo se vljubljali med društvu, povabili smo takratnega predsednika, mislim, da je bil to Pršak v Maribor, ampak malo smo bili, pričakovali smo, da se bojo tudi takratne imenence, kaj zved mariborske kulture, mislili smo, da se nam mogoče pridružil Andrej Brva, pa se je Forstniče še takrat živel, ampak smo nekako ostali sami in vem, da je bilo na enem od sestankov, so se začeli na dan več tiste neke stare zamere, že pred, ko je bila to podružnica, tako da smo počasi, mislim, da upali posebej veliko darec je pa bil, ko se je Zdenko izselil iz Svetozarske, mislim, da ker pač nekdo mora biti, ki drži niti skupaj. Mislim, da je Zdenko bil tisti, malo smo pomagali pri tem, ki je skliceval te sestanke, ki dajo en človek včasih zelo veliko pomeni. Tako
vidiš, zdaj vemo, kdo je kriv, kdo je odgovoril. Še nekaj vprašanje. Kaj pa to, mogoče bi morali tudi nadaljevati, ampak vseeno, moram pa reči kakšno na to temo. Janja je veliko o tem v zvezi s Pinkom, takrat bila vprašana na to temo, ampak spomnim se, kot je urednica, ki je bila didakta, te je povabila k pisanju tega romana in ti je takrat, ko si oddala, ti je rekla, da bi bilo dobro, z lektorico si imela tudi boje in ti je rekla, da bi morala slovarček dodati, In potem si ti v enem intervjuju za prilogo Večerica meni, mislim, da takrat rekla, da nekaj v tem stilu, to je bil tudi skoraj da pol leta, če ne bila kulturnica, bi po moje bila pol leta. Ampak vem, da si rekla, da če se v deželi, kjer se v 3 urah od enega do drugega konca potočimo, pa se ne razumejo, potem nimamo nobene prihodnosti, Ampak rečimo, kakšno res o tem, tudi Tadej Toš, mislim, da je pripovedal mi enkrat, da bo slejko prej si izmislil nek komad, ali bo vsaj nek stand-up, kjer bo Štajec frajer in kjer bo Gorenc kmet in butl. In da bo treba, da bo te štajerščine, pa ne navijam, zdaj Bog ne daje za nek, ne vem, štajerocentrizem, sploh ne, ali pa kakva ljubljanofobija mi je tudi tuja, ker sem tudi sama rojena v Ljubljani. Ampak vseeno, kaj narediti, da ne bo resnično ta naša štajerščina postala, ne vem, slika in prilika zabitosti, utelešenje vsega. Pink je že nekaj takega. No, Pink je naredil v tej smeri ogromno, da so Ljubljančani verjetno živejo, kaj Štumfa, Ibercuk, Špukec. Bolj bistveno, ne gre za to, da oni vejo, kaj to pomeni, ampak gre za to, da se mi ne oziramo več na to, ali oni to poznajo ali ne. Ker mi smo tako zelo servilni, mi se tako trudimo, In kar mene jezi, zakaj ta Pink nastal, zaradi tega, ker tudi mi pisatelji, ki ne živimo v Ljubljani, ki živimo, se pravi, na obrobju, če si v Ljubljani, potem si samo še na obrobju, se trudimo pisati dialoge v neki ljubljanščini, v nekem pogovornem jeziku, ki sploh ni naš. In druga plat, recimo, ki jo je pa treba zdaj k Pink, to je pa bila zadnja novica, ki sem jo zvedela, da v okviru Evropske prestolnice kulture so ponudili mariborskim osnovnim šolam predstavo Pink, v kateri igra Alenka Tetičkovič, in je z ene šole menda prišlo obvestilo, da njihovi otroci, pazite, z mariborske šole, si pa te predstave ne bodo gledali, ker sta ta predstava in ta knjiga tako nekakovostni, tako abotni, tako nemogoči, sploh ne zrcalita tistega časa, ne takega, kot je bil v resnici, in skratka, da to enostavno ni za nikamor, kot recimo, podobno kot je bilo na Zeleno vejo, recimo, kot so kaj kritike in tako dalje, in bi rekla, gledajte, pri takih rojakih, kdo rabi zbog sovražnike, In zato jaz apeliram na Toško, da se veda, zakaj pa ne, zakaj pa ne bi nastal en tak komad, bilo bi krasno. In potreba po tem komadu bi morala imeti svoj izvor drugje, ne ves čas ta naš kompleks, biti enakovredni, ampak pravzaprav se nehati obremenjevati s tem, In jaz sem več čas ponavljala, da sem potrebovala 10 let, sem veljala za mariborsko pisateljico. Jaz nikoli nisem prebrala, da bi Slavko Pregl veljal za ljubljanskega pisatelja ali pa samo, ker recimo, jaz sem zmeraj veljala za mariborsko pisateljico in tisti trenutek, ko sem se v Ljubljani nehala truditi, govoriti pravilno knjižno slovenščino ali celo vleči po ljubljansko, začela špregati našo dobro staro štajerščino. Tisti trenutek sem postala slovenska pisateljica. Mi se moramo nehati obremenjevati s tem, kako dolgo bomo veljali za zabite, kdaj bomo v očeh Ljubljančanov, kdaj nam bodo priznavali, ne vem, neko našo vlogo, kdaj bomo nehali veljati za pijančke in nehajmo se s tem obremenjevati, mi moramo najprej sami sebe. Sam Janja, en neklic, če se da čisto konkretna, recimo, mislim, da je bil scenarij Roka Vilčnika, pa nočem za nič proti Roku. Štajerski avtor sam je te like izrisal, v neki, ne bom rekla kje, neki TV sitcomu, ne vem. In mi sami, oziroma naši avtori sami si
zakaj bi nas pa obravnavali drugače, ne, kot se sami obravnavamo, ne? Mislim, da je Prekmurcem še to malo bolj uspelo, ne? Zdaj, tu vidiš na očesu besede, ko pridejo. Jaz se spomnim pred leti, ko smo šli, so na začetku vprašali, če lahko govorijo Prekmursko in so še da so izobrali, če bodo prevodi Poljane, pa tako, ampak to so bili bolj hece, ne zares. Zdaj se nam zdi vsem čisto normalno, da se oni z nami pogovarjajo, mogoče ne čisto na simpoziju, pa tudi tu že, ampak v bistvu ves čas... Pa Fenijo še vedno rečejo prekmurski pisatelj, ne? Pa tudi v nekem Milan Vincetič snori, če sliši. Vincetič, on isto se prečejo, ni všeč. Janja, filmski scenarij. Tu si mojstrica. Da, nema. Ja. Glede na to, koliko si jih napisala, pa koliko smo jih videli na platnih, tako rekoč, si Boris Jurjaševič, ki je tvoj spremljevalec filmski, je navdušen nad zadnjim scenarijem in mislim, da sta na dobri poti, da to zagleda luč sveta. Pink. Ja. Kako je pisati scenarij? Jaz si vedno predstavljam, da scenarij napisati pomeni eno leto trdo delati in potem ne veš, če boš sploh ta scenarij lahko uveljavil, resničil. Se mi zdi nekam tveganje. Veliko roman je nekaj povsem drugega kot pisati filmske zgodbe. Kako si upaš? Pa jaz si upam vse. Vsega ne. Rada bi skočila s padalom v tandemu, tega se še ne upam. Ampak, če sta že pri scenariju, to je trdo garanje, ne? Ker pri scenariju, recimo Pink, ne? Mislim, da je zdaj nekje potrjena za strani producenta ena 7. verzija scenarija, ne? Midva z Borisom smo temu primerno histerično, ko smo zadnjo verzijo oddajala, sva si pisala maile, jaz ne morem več. Jaz sem napisala nazaj, jaz sem tega človeka ubila, če bi še nazaj eno pripombo napiše. Skratka, te stvari se potem stopnijo do te mere, da ne preneseš pogleda na ta svoj lastni izdelek in da ga tudi nisi sposoben prebrati, da mora odležati. Zdaj, kakšna je ta stvar, jaz upam, da je dobra, mislim, zdi se, zveni zabavno, s tem, da morate vedeti, da je knjiga nekaj popolnoma druga, ker knjiga je ena nabirka, enih epizod, enih doživetij, tudi notranjega monologa in tak dalje, medtem ko film rabi zgodbo, film rabi zgodbo in to zgodbo je bilo treba seveda nakačkati, in zdaj jaz bolj slaba sem pri teh gospodinskih opravilih in naročnih delih in je bilo treba to pravzaprav zaštartati iz nule, kot rečemo štarci temu, to se pravi kompletna zgodba, ker film ne prenese vsega tega, zaradi česar jaz ljubim knjigo, meni je to všeč, kar knjiga zmore, scenarij seveda ne in pri scenariju se samo del ekipa, in vsi so bolj pametni, veste, in režiser je absolutno